zdaj smo znotraj trdnjave Metoni. Prvič je bila omenjena že pred našim štetjem v času peloponeških pa mesenskih vojn, to je bilo tam 8. do 5. stoletje pred našim štetjem. Potem so ga kasneje prevzeli Benečani in je kar zacvetel to mesto je kar zacvetelo takrat, zaradi tega, ker so v bistvu tukaj se ustavljali predvsem romarji, pa tudi prodajalci, ki so šli v sveto deželo in so se tukaj ustavili, da so si malo spočili, pa da so ladje popravili. Potem so jih pa Turki prevzeli, mislim, na 1500 leta in so bili kar nekaj časa, je bilo pol mesto pod turško nadvlado, dokler potem spet dokler niso spet Benečani prišli v času druge beneške nadvlade, to je bilo okrog leta 1700, so nekaj časa Benečani vladali, pol na koncu po grški revoluciji so pa spet Grki zavladali. Spet, v bistvu prvič, so potem Grki zavladali. Mi se že naprej peljamo, danes gremo proti mestu oziroma v mesto Pilos. V bistvu še nismo čisto pogledala, kaj je tam za videti, ampak pa je eno malo lepo mestece. Tako da najprej se bomo samo malo sprehodili tam, pa gremo pa naprej do enega placa, pa da bo lepo, bomo videli. Je bilo pa danes po noč ful toplo, sigurno najbolj topla noč v letošnjem letu, oziroma zimi, da ni več zima. Zdaj je ura 10, pol 11, pa je že piše v kemperju, da je 25 stopinj, pa sploh ni sončno, tako da, ja. Mislim, jaz se ne pritožujem, no, ampak šnof se bo kmalu. Po noči je bilo 20 stopinj, tako da res toplo. Sva se ustavila še v sadju in zelenjavi, ker je vse zelo slastno zdelo. Pa sva kupila jagode, pa še cel kup zelenjave, od tele brokolija, artičoke sva kupila, avokado, papriko, melancane, banano. Tako da njam, končno se je začela sezona tazga sveže zelenjave in sadja. Dobro jutro, ura je 6 zjutraj in mi gremo sončni vzhod gledati na en hrib tlele blizu. Ja, tukaj gremo do enega Nestorjevega gradu, na vrhu hriba je in od tam se dol vidi eno ful lepo plažo, ki je tako idealen polkrog, čist pravilen. Upam, da ne bo gužveno toliko zgodaj. Smo priplezali na vrh hriba, sicer je čist jasno, ampak je zelo vlažno in tako motno zrače, tako da bo videla, če bo kaj lep vzhod. Smo 15 minut prej. Moramo zdaj počakati, pa upamo, da bo lepo. Rok tamle gor šparglje nabira, so najdla divje, tako da jih bova nabrala, pa bo za kosilo ali pa za večerjo. Drugače tale velikanska jama, kjer je noter ful veliko nekega mrčesa in nekaj, tako da ne bova šla niti not,
se drugače imenuje Nestorjeva jama. Zaradi tega, ker je Heraklej, bojda v grški mitologiji, pobil vse sinove Pilosa, edino Nestorja, ki je potem postal kralj. Tako da ta jama je Nestorju pripada. No. Pa nekdo je še tukaj not tudi 50 volov skril nekdaj davno. Včeraj sva se malo pogovarjala s tistima Slovencema, pri katerih smo že bili v Kalamati, pa sta rekla, da bosta jutri nek premaz dajala na barko in da bosta mogla kar garati cel dan sama. Pa so ugotovila, da v bistvu se nam pot ne podaljša prav zelo, če gremo še mimo Kalamate, ker tako moramo biti bolj v notranjost, imamo namen do Olimpije pa tam okrog. Tako da sva rekla, ja, jo bova presenetila, pa bova jutri pa malo priskočila na pomoč, ker verjetno jima bo prišlo prav. Upava, da bo lahko kaj uporabno. Drugače pa še pozabila povedati eno zanimivost, da sem imela prejšnji, to sva zdaj zvedla, kaj je razlog, slišala sva zadnjič 1, 2, 3 ure poke in to je res ful zaropotal, tako da se je kemper dobesedno zatresel, okna so se zatresla. No pa sva zdaj zvedla, da imajo Grki pa Turki skupaj z NATO-om neke vojaške vaje in z letali prebijajo zvočni zid. V bistvu sva že zanj sklepala, da je to zaradi tega, ker takoj, ko je to počelo, kmalu zatem so se tudi letala slišala, ampak nam je bilo malo čuden, zakaj bi zvočni zid letala prebijala, glede na to, da je neka normalna situacija tukaj. Tako da zdaj veva, da je bila najina hipoteza pravilna. Ja, bilo je res grozno, res noro. Zanimivo. Ja. Danes smo bili že pridni, smo zbrusili celo barko spodaj, tako da jutri bomo pa še barvali, bo jutri še pomagala. Sta bila kar vesela pomoči, se mi zdi. Ja, to je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dija.